V podjetju Impol so zaključili projekt Indigo, v okviru katerega so digitalizirali proizvodne procese livarne in posamezne poslovne procese partnerjev konzorcija. Rezultate projekta so podrobneje predstavili na petkovi novinarski konferenci na sedežu podjetja. Glavna prednost je ta, se pravi, digitalizacija brezpapirnega poslovanja. S tem bomo v bistvu razbremenili delavce. To je v bistvu prva zadeva. Druga zadeva, se pravi, mi smo določene procese, ki so za delovanje uporabljali Excel, digitalizirali in v bistvu s tem tudi prihranili veliko časa. Kot je že direktor Jure povedal, se pravi, obstoječi sistemi so bili razdrobljeni, uporabniki so uporabljali različne aplikacije, zato da so v bistvu celotni proces lahko delali, se pravi, to je zdaj konsolidirano v eni skupni aplikaciji, ker pride do vseh podatkov, ki jih potrebujejo v bistvu na enem mestu. Kot smo na predstavitvi tudi povedali, se pravi, glavni namen, ki sem ga moče prej tudi pozabil povedati, se pravi, ta vzpostavitev Data Fabric, se pravi, sistema, ki na podlagi te arhitekture Unified Namespace v bistvu omogoča, da v realnem času v bistvu pobiramo iz vseh, se pravi, virov podatkov, se pravi, strojev, merilnikov, senzorjev, se pravi, skratka vseh naprav, ki nekako generirajo podatke, se pravi, na enovit način, v bistvu te podatke zajemamo, jih konsolidiramo, uredimo in potem shranimo v podatkovno bazo in potem preko MQTT, se pravi, ene tehnologije, te podatke lahko delimo med vse aplikacije, v bistvu, ki smo jih razvili znotraj tega projekta. Prav tako bo, se pravi, vse nadaljne aplikacije, ki bi bile razvite, se lahko potem povezovale v bistvu na ta naš sistem in zajemale podatke v realnem času, kot pa tudi vse zunanje integracije, recimo zunanje aplikacije, ki bojo prišle, bojo lahko zelo na enostaven način prišle do katerekoli podatka, ki je znotraj, se pravi, našega UNS-a, Data Fabrica, in to na strukturiran način, kot je pač gospod Michael tudi povedal. In kako bo projekt vplival na zaposlene in finančno poslovanje podjetja Impol? Vsaka digitalizacija pomeni racionalizacijo procesa, na drugi strani nam digitalizacija pomaga pri prenosu znanj v neko prihodnost. Celotna digitalizacija pa pomeni za vse naše zaposlene neko varnost, neko boljšo pozitivno prihodnost. Ta investicija pomeni sploh obstoj v prihodnosti. Vsi naši kupci zahtevajo ta zeleni prehod, skoraj drugih vprašanj več ni kot trajnostni razvoj, zeleni prehod in brez takega projekta Impola v prihodnosti ne bi bilo. Mi, tako kot je bilo rečeno, mi si zagotavljamo z takim projektom možnost uporabe sekundarnih surovin, s tem neposredni vpliv na CO2 in seveda to je naš možnost obstoja na trgih, na katerih se mi nahajamo. Finančni učinki pa prav gotovo, če gledamo danes, je primarni aluminij precej dražji kot sekundarni, se pa tudi zavedamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo, ker vsi govorimo o isti točki, vsi se zanimamo za sekundarni aluminij in to bo povečalo večje povpraševanje, seveda s tem pa tudi cena sama raste, ampak nam bo pa to omogočalo delovanje na trgih, na katerih se nahajamo.